Našo obalo je v zgodnjih jutranjih urah spet zajelo obilno deževje, ki je povzročilo veliko težav. Zalite ulice, trgi, pa tudi ceste in nekaj objektov. Čeprav ni bilo tako hudo kot v petek, so težave nastopile, ko je dež že pojenjal. Precej se je povišal vodostaj rek, ki so začele poplavljati. Največ težav je bilo ob reki Dragonji, ki je zalila dolino. Voda je s seboj odnesla tudi avtomobil, v katerem je bila voznica, a je bila ta ob hitrem posredovanju gasilcev kmalu na varnem. Zelo, 3 minutov, vsaka čas gasilcem 3 minutov in ljudje, kateri so se ustavili hitro in so poklicali gasilce. Gasilci so bili torej zelo hitro na kraju dogodka, saj so pred visoko vodo v bližini reševali hišo prav enega svojih pripadnikov. Ta se je brez oklevanja udeležil intervencije, za seboj pa pustil dom, ki stoji na ogroženem območju, da bi pomagal pri reševanju ujete voznice. Jaka Vran. Močan naliv v zgodnjih jutranjih urah in kmalu zatem takšni prizori. Zaliti trgi in ulice, takole so črpali vodo na Tartinijevem trgu v Piranu. Poplavilo je tudi cesto skozi Portorož, Izola je bila nekaj časa pod vodo. A potem, ko se je dež že povsem umiril, voda odtekla in je bilo videti, da je najhujše mimo, so začele naraščati reke, zaradi česar je bil za območje obale razglašen rdeči alarm. Takole je Dragonja poplavila dolino, deloma tudi cesto proti Sečovljam. Tudi mene je malo presenetilo, voda se še vedno dviga, zato se zdaj cesta zapira, tako da imamo posod ljudi in spremljamo. Prav ogromne količine vode so botrovale nesreči. Voznica je zapeljala z vozišča, zato je voda začela odnašati s tokom. Voznica je tako morala počakati na prihod gasilcev, da so jo rešili iz avtomobila, v katerega je že vdirala voda. Bili smo že zraven na lokaciji, ker je poteka črpanje v eni hiši, ki jo je poplavilo. Tako da nas je center za obveščanje obvestil, da je tukaj gospa v avtu, tako da smo bili, mislim, da na kraju v slabih 2 minutah. Sprva so avto zavarovali, da ga voda ne bi odnesla naprej, po nekaj minutah so rešili tudi voznico. Jaz sem naredila vse, kar je možno, reagirala sem zelo močno. A je tok vode njeno vozilo enostavno odnesel, kljub temu, da ne zna plavati, je ohranila mirne živce. K sreči je bilo reševanje zelo hitro. 3 minutov, vsaka čas gasilcem 3 minutov. Hvala Bogu se je rešilo srečnim koncem, tako da so gospo rešili in je na varnem. Reševal je tudi gasilec, pri katerem so predtem takole, tudi s posekom, da bi voda lažje odtekla, reševali hišo pred poplavljeno Dragonjo. Ko je prišel klic na pomoč, je tudi sam nesebično postavil svojo lastnino v drugi plan in šel reševati življenje. Mi smo bili ravno pri našemu gasilcu, ker mu hišo poplavlja. Ko smo dobili to obvestilo, se pravi, naša primarna naloga je reševanje življenj in zato smo vsi skupaj stekli v vozila, se pripeljali sem, tudi med njimi gasilec, ki mu trenutno poplavlja hišo. V popoldanskih urah se je situacija nekoliko umirila, pretok rek v Istri je sicer še vedno visok, a je že nekoliko upadel, voda pa je začela odtekati tudi z poplavljenih površin, predvsem med Dragonjo in Sečovljami.